Danes bomo vsebinsko povsem v duhu počitniškega potepanja. Z novo Dačo Duster se zapeljemo na prvo vožnjo, potem spoznamo pravila in omejitve pri spanju v naravi, pri avtodomih ugotovimo, kako nevarno pa tudi drago zna biti, če avtodom preobremenimo. V avtokvizu pa pogledamo, kdo je poskrbel za karoserijsko čvrstost in odgovorimo na vprašanje povezano z volanskim obročem. Andrej pa ugotavlja, zakaj se gumarska industrija veseli elektromobilnosti. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Ena izmed posebnosti časa, v katerem živimo, je zagotovo ta, da imamo občutek, da se vse dogaja bistveno hitreje, kot se je kadarkoli prej. Pa to ne velja samo za stvari povezane s tehnologijo. No in morda tudi zaradi tega tako na hitro lahko odpravimo kakšen od tistih starih stereotipov, ki se nas držijo. Recimo v avtomobilskem svetu povezanosti z znamko oziroma pogleda na določeno znamko. Sociologa Mimi Scheler in John Ury tako v strokovnem članku opisujeta hibridizacijo med avtom in voznikom in kako postane avto pravzaprav seksualni podaljšek voznika. Prav neverjetno je, kako hitro so kupci spremenili svoj pogled na znamko. In to lahko Renaultu samo rečemo, da je bil za njih kar velik marketinški in prodajni uspeh. Marketinške strategije so pri tem izjemno pomembne, saj nas s pomočjo reklam pripeljejo do tega, da na neko blagovno znamko gledamo drugače. Vzemimo samo en primer. Dizajn napisa Dača. Kdo bi si pred 10 leti mislil, da se da Dača napisati na tako dizajnersko zanimiv in privlačen način? No, ni pa samo dizajn oziroma logotip pomemben. Dača se je tega lotila zelo strukturno. Najprej zunanjo obliko, potem malo kasneje še z notranjostno in pa seveda na koncu je prišla še cenovna politika. No in danes vam predstavljamo nosilca sprememb Dačo Duster. Zgodba Dusterja se je pričela z naslovom Nizkocenovni terenec. Ampak potem smo po glavih prišli do ugotovitve, da je Duster z leti postal precej več kot le to. Duster je postal prodajna uspešnica, zaščitni znak Dače in avtomobilski heroj za tiste, ki si želimo robustnega avtomobila, na katerem nas tudi kakšna v avanturi povzročena praska ne zaboli preveč. Duster je postal cool. In tretje poglavje te zgodbe, ki smo ga ravnokar načeli, te ugotovitve spreminja v jedro Dačine zgodbe. Spoznajte Dusterja tretjič. Ko novinca takole pogledamo, je pravzaprav takoj povsem jasno, da gre za Dusterja. Predhodniku je namreč po dimenzijah skoraj popolnoma enak, le da je zdaj oblikovno bolj trendovski, pa tudi bolj robusten. In dober primer te robustnosti je tale visok in pa širok pokrov motorja, ki je resnično ena največjih sprememb pri občutku, ko sedimo za volanom te nove generacije Dusterja. No, ampak kako so njegovi inženirji rešili preglednost? Poglejte, s tema dvema oboklinama na pokrovu motorja. In ti dve oboklini se nahajata točno tam, kamor izza volana pada naš pogled. In tako je preglednost boljša. In poglejte še en zanimiv element. Tile temni plastični deli na robovih Dusterjeve karoserije niso takole umazani, ampak vsebujejo delce bele barve. Gre namreč za posebno in delno reciklirano plastiko oziroma material, ki ga pri Dači imenujejo Starkle. Gre za čvrst material, ki ima nehomogeno kemično zasnovo in ni barvan ali lakiran, to pa pomeni boljšo odpornost na praske in manjši ogljični odtis v proizvodnji. Why did you decide to show this pattern and not paint it? We don't want to go for paint because this is not good for the overall carbon footprint. It's not good for the cost also. So we deliberately decided to have this speckle effect. If you have a recycled part, but there is no differences, let's say, from the outside perception compared to a standard plastic, you even don't see it. So we wanted to have this visible effect so that actually people are getting curious and looking at the parts and we can explain this is made with a 20% recycled metal. So you also want to show it off, not just... Yes, and we are, yeah. Po mojem mnenju je tudi zaradi takšnih detajlov Duster postal eden najbolj cool avtomobilov. No, ampak vas zanima, kakšen Duster je pravzaprav najbolj cool? To je seveda umazan Duster.
pretekli generaciji sta štirikolesni pogon v Dusterju izbrali kar 2/3 kupcev in to pomeni, da je dober oprijem na različnih podlagah v tem avtomobilu praktično nepogrešljiv. Za bolj učinkovito terensko vožnjo pri novincu skrbi poseben terenski vozni program, vozniku pa je za lažjo in predvsem bolj varno vožnjo na voljo tudi pomoč kamer in najpomembnejših podatkov na osrednjem zaslonu. Ampak še posebej nas zanima, kje so izboljšave štirikolesnega pogona v primerjavi s predhodnikom. So it's a 4x4 mechanical transmission, so it's the same mechanical transmission that we were used to have. We still have a shorter first gear on the gearbox, of course, because this is very important in off-road conditions. But overall, thanks to the new electronic architecture, we are adding much more performances thanks to ESP tuning, torque distribution tuning. This is why also we are bringing a new rotary shifter in the cockpit where we are now proposing 5 modes. And all these modes are with specific tunings to take the best out of the system in terms of motricity, in terms of reassurance. For example, on the snow mode, you feel much more reassured when the surface is going slippery. So the electronic brain of the 4x4 system is now the biggest improvement compared to the predecessor. Yeah, this is one key improvement that we are bringing, and we worked also on every geometrical characteristic of the 4x4. So we slightly improved the ground clearance, we slightly improved the approach angle and the departure angle to push the capabilities in off-road conditions to the maximum we can deliver. Tudi po zaslugi razmeroma zajetnega odmika od tal, ki znaša 22 cm, Duster ostaja eden najbolj kompetentnih, dostopnih terencev. Pravzaprav, po mojem mnenju, velja za enega celo najboljših terencev, ki niso specializirani terenci, torej avtomobilov, ki nimajo kakšnega reduktorja. In po preizkušenem sodeč lahko zaključim, da Duster ne bo imel prav nobenih težav z nekako življenjskimi terenskimi nalogi, torej doseganjem kakšnih skritih naravnih kotičkov, z vožnjo po razritih makadamih ali pa tudi s kakšno bolj blatno preizkušnjo. Boste pa za štirikolesni pogon morali nujno izbrati različico z 1,2-litrskim turbobencinskim trivaljnikom in pomočjo blagohibridnega sklopa. Dizelski motor bo z novim Dusterjem namreč na voljo le še v Maroku. We believe that with this new offer, the TC130 mild hybrid 48-volt solution, we have even improved on the overall 4x4 performances. You have electric boost thanks to the electric motor, so it's also helping, especially on the low rev, the performance provided to the wheels. Vstopni model bo medtem po novem predstavljala bi-fuel različica, torej različica z litrskim turbo-trivaljnikom, ki jo lahko poganjata bencin in avtoplin. Tokrat pa smo preizkusili še eno zanimivo in novo različico. Gre za klasičnega hibrida, ki ga poganja 1,6-litrski štirivaljnik in elektromotor, ki svojo energijo črpa iz baterije s kapaciteto 1,2 kWh. To je pogon, ki je kot edini na voljo tudi s samodejnim hibridnim menjalnikom. Po preizkušenem sodeč pa bo ta pogon najboljša izbira pri mestni vožnji, kjer lahko na elektriko vozimo recimo vsaj tretjino časa. Obenem pa na elektriko torej zelo nežno potekajo tudi vsa speljevanja. Poglejmo še v notranjost novega Dusterja, ki je po zaslugi nove koncernske platforme še nekoliko bolj prostorna, kot je bila pri predhodniku, kar bodo občutili predvsem potniki na zadnji klopi. Sicer pa je eden največjih korakov naprej vsekakor nov 10-palčni osrednji zaslon, ki omogoča tudi brezžično povezavo s sistemoma Android Auto in Apple CarPlay. Opcijsko pa se lahko popolnoma digitalen zaslon odslej nahaja tudi pred voznikom. I think that having an essential car doesn't mean that we have a boring car. So we are bringing a lot of equipment and smart features. We have the U-Clip system also, which is a new system, very smart, allowing you to personalize, I would say, your experience inside the cabin, fixing some accessories where you want to fix them around the cockpit to have a better experience. In ko smo že pri opremi, Dacia z Dusterjem ponovno ponuja tudi spalni paket. Ta prinaša zložljivo dvojno posteljo v dolžini 190 cm, pod njo pa prostor za shranjevanje predmetov. No, in kako je spati na taki posteli? To smo preverili v praksi.
In kjer je Luka svojo zgodbo zaključil, tam jo midva z Andrejem nadaljujeva. Trendi v turizmu pa kažejo, da smo se po izkušnji z korono spet še bolj vrnili k avtu, predvsem pa k preživljanju prostega časa v naši soseščini. In s tem lahko povežemo statistično tudi prodajo SUV-jev, kombijev in avtodomov. Ampak preden se nekam odpravimo še zlasti v naravo, moramo pa poznati par pravil. Ta Dacia Jogger ima posteljo in pa ima tudi šotor. Ampak zdaj eni mi pravijo, da je to pravzaprav nesmiselno, zaradi tega, ker je kampiranje v naravi v Sloveniji prepovedano. No, spet drugi mi pravijo, da je v resnici dovoljeno, da naj ne kompliciramo. Kdo ima prav? No, oboji. Ampak treba je pravilno definirati trditve. Dajmo najprej sestaviti opremo, da bomo točno vedeli, o čem govorimo. Medtem pa naj povem, da se je Dacia iz poceni znamke v znamko za ljubitele aktivnosti na prostem prelevila bolj po naključju. Namreč kupci so v ta praktičen avtomobil sami začeli vgrajevati veliko naredi si sam domislic. Seveda tudi takšne domislice za potovanja in pa kampiranje. In Dacia je to opazila in seveda rekla, pa dajmo še sami ponuditi takšno opremo. Tudi tistim, ki sami niso dovolj vešči rokovanja z žagami in pa zvijačnikom. No, takole je videti. Gre seveda za zložljivo posteljo spravljeno v ta boks iz vezane plošče. In jaz sem na tej postelji zdaj nekaj noči udobno smrčal. Nikoli nisem šel v kamp, vedno sem spal kar v naravi. Kjer mi je bilo pač lepo, sem prenočil. Ampak ali sem bil s tem mojim dejanjem v prekršku? No, bil sem v toleriranem prekršku. Zakon o javnem redu in miru v 18. členu pravi, da je v Sloveniji divje kampiranje prepovedano. Kampirate lahko samo na za to dovoljenih površinah, torej v kampu ali pa na urejenih počivališčih, recimo za avtodome, tistih slovitih PZA-jih, ali pa recimo na privatnih zemljiščih, seveda z dovoljenjem lastnika. Če torej kampirate divje, vsekakor lahko pričakujete globo v višini 80 evrov in pa pregon. Ampak naj vam zdaj pokažem, na kakšen način bi pa s to Dacio bil v pravem prekršku. Razlikovati moramo torej med kampiranjem in pa počitkom. Če bi tukaj postavili šotor in pa recimo, če bi pri kakšnih specialistih za kampiranje zdaj tukaj vzeli tudi tisto rešitev za kuhinjo, pa vodo, pa da bi kakšen baldahin imeli in da bi se tukaj razkomotili, bi bil to očiten pokazatelj, da kampiram. In to pa seveda je protizakonito. Je pa res, da ne bo težave, če boste tukaj se samo malce ustavili, pa recimo vzeli to mizico, pa si natočili si skuhali kakšno kavo in potem, ko pojeste kosilo, pospravili vse skupaj in šli naprej. Pa še en poudarek, ne? Če bi parkiral jaz tega joggerja kar tam sredi polja, bi bil to tudi prekršek. Avto namreč na travo postavimo samo do 5 metrov stran od ceste. Torej, kakšen bi bil nauk današnje zgodbe? Seveda, Dacia Jogger je krasen popotniški avtomobil za dva, ki se pač peljeta, parkirata, se recimo usedeta na kolesa ali pa peš povandrata malce naokoli, prideta potem nazaj, si kaj skuhata, nato pa seveda nadaljujeta pot do naslednje turistične destinacije, kjer poiščeta en miren, odmaknen kraj ali pa kakšno parkirišče poiščeta preko kakšne aplikacije v stilu Park for Night in potem tam prenočita, zjutraj pa spet nadaljujete pot do novih avantur. Čas pa je za novo dozo avtomobilnostnega kviza. Najprej pa odgovor na vprašanje preteklega tedna. Vprašali smo vas, za koliko centimetrov je Peugeot zmanjšal obseg volana. In pravilen odgovor je za od 2 do 6 centimetrov.
Zakaj od 2 do 6 cm, vam takoj povem. Razlika v velikosti volana je nastala leta 2012 in sicer pri prehodu iz modela 207 na model 208. Takrat je imel 207 klasičen okrogel volan s premerom 38 cm, no novi pa je malo prisekan in v najkrajšem delu ima 32,8 cm premera, v najširšem delu pa 35,1. Prosim matematike, da naj malo zamižijo na obe očesi. Pri avtomobilnosti oziroma v avtomobilskem svetu včasih kaj tudi posplošimo. No, iCockpit oziroma prenova pa ni prinesla le manjšega volana. Je kombinacija več za ureditev vozniškega delovnega okolja bistvenih elementov in sicer volana, dvignjenega zaslona in primerne postavitve infotainmenta, se pravi zaslona na dotik in fizičnih stikal. Vse našteto je ključno za kar najbolj naravno in varno upravljanje z napravami, ki jih je v vozilu vedno več in pogosto predstavljajo precejšno motnjo v vožnji. No, Peugeotov revolucionarni iCockpit je prinesel pomembno spremembo, vsaka naslednja generacija pa prinese novo evolucijsko razvojno stopnjo, tako je tudi v novem Peugeotu 208, ki ponuja zadnjo verzijo iCockpita in s tem zadnjo tehnološko razvojno stopnjo komunikacije med človekom in strojem. In še vprašanje tega tedna. Kdo je izumitelj avtomobilskih zmečkljivih karoserijskih con? Die Aufprallgeschwindigkeit beträgt 80 km pro Stunde. Ja, zanimivo vprašanje in kar nekaj zanimivih odgovorov, ki jih lahko izberete, če kliknete na QR kodo, ki se bo pokazala nekje na zaslonu, ali pa nas preprosto obiščate na rtvslo.si/avtomobilnost. Gumarski posel je že leta precej enak. Spremembe so počasne, rast je majhna, prodaja težka, saj je ponudba velika. Za večino kupcev so pnevmatike precej enake. Iskanje razlik med boljšimi in slabšimi pa je mučen postopek. Prodajalci pravijo, da se odločamo predvsem po 3 kriterijih: ceni, znamki in oceni na testih. Bo pa ta ogromen posel, ki na leto proizvede približno 2 milijardi pnevmatik, dobil električni pospešek. Prve resnejše ocene namreč kažejo, da se pnevmatike na električnih avtomobilih izrabijo kar 20% hitreje, hkrati pa so tudi dražje od primerljivih pnevmatik za klasične avtomobile. Podatki iz ZDA kažejo, da se na Teslah, teh je na cestah pač največ in zato je tudi največ uporabnih podatkov, pnevmatike zamenjajo na približno 24.000 prevoženih kilometrih. Na podobnem avtomobilu podobnega razreda bi se sicer pnevmatike zamenjale pri 60.000 ali celo 80.000 kilometrih. Posel bo torej precej zrasel. Hitreje se porabljajo predvsem zato, ker so električni avtomobili občutno težji. Z njimi tudi zelo radi močno pospešujemo, seveda, ker je navor takoj na voljo. Nekaj večjo obrabo pnevmatik pa naj bi prinesla tudi tehnologija rekuperacije. Najbolj tehnološko razvite znamke že delajo poskuse z zmesmi in strukturami, ki bodo močno zmanjšale obrabo in porabo energije in jih torej naredile bistveno bolj ekološke, kot so zdaj. Najtežja ovira pri pnevmatikah je, da če izboljšamo eno lastnost na eni strani, pokvarimo praviloma drugo lastnost na drugi strani. Resničen preboj v tem pogledu pri pnevmatikah praviloma prinašajo zgolj novi materiali ali nove tehnologije. Izbira pnevmatik torej v prihodnosti ne bo prav nič lažje. Prej nasprotno. Je pa zanimivo, na kakšne načine se vse proizvajalci pnevmatik trudijo, da bi njihove črne gume postale drugačne. Pri tem pogosto uporabljajo tudi ali na pomoč pokličejo različne umetnike, tudi likovne, ki poskušajo z različnimi dizajni, še posebej tekalne površine in bočnih napisov, takoj ustvariti občutek, da je to pnevmatika, ki čaka točno na nas.
Skrita past avtodomarstva je, da ob veliki količini prostora takoj postane mamljivo, da če je že prostora veliko, lahko vzamemo na naše potovanje čim več. In v tem pogledu je zanimiva raziskava nemškega avtokluba ADAC, ki je ugotovila, da je veliko avtodomov že v osnovi zelo težkih in da če se jih obremeni samo še z standardno obremenitvijo, so že lahko na meji ali celo prek dovoljene obremenitve. In ko govorimo o standardizirani obremenitvi, so pri ADAC-u računali nekako takole. 2 otroka po povprečno 50 kg, pa 2 odrasla po 75 kg, vsa prtljaga, se pravi 4x25 kg in še 200 dodatnih kilogramov za rezervo. Če avtodom preobremenimo, pa seveda izdatno poslabšamo njegovo varnost, še posebej stabilnost in lego vozila in zavorno pot. Povečajo se pa tudi stroški vzdrževanja. No in Miha je šel pogledati v drobovje avtodoma, njegovo podvozje, kaj se zgodi, če avtodom preobremenimo. Kako vi veste, kdaj je avtodom uporabljal začetnik in pa kdaj je tisti izkušeni avtodomar uporabljal avtodom? Izkušeni avtodomarji se naučijo živeti s tem svojim avtom. Torej, živeti z njegovo maso, velikostjo in zmogljivostmi. Nekdo, ki je najel avtodom, pa ga uporablja tako kot svoje osebno vozilo preostali del leta. To pomeni, da se želi po avtocesti peljati 140 na uro. Varnostne razdalje ni, potem imamo poškodovane zavohe, sklopke. Recimo tole je en primer, ki je sklopka na videz kot nova. Dejansko je šlo za avtodom, ki je imel 20 000 kilometrov, nobene posebne obrabe ni, je pa prišlo do zloma vzmeti v potisni plošči. To pa je prišlo, v bistvu težko bomo zdaj videli, ampak sklopka dejansko je začela drseti. Kljub temu, da ni obrabljena, je vzmet popustila, ker je prišlo do neke mehanske preobremenitve, verjetno med prestavljanjem v kakšnem hudem klancu, ker je pač zmanjkalo moči, smo bili malo prehitri, in se pač zgodi. Doskrat pa dobimo recimo avtodom na avtovleki, kjer pa v bistvu tohne obloge ni več. Koliko pa kilometrov ponovadi sklopka zdrži? Pri zasebnih uporabnikih sklopka ponovadi zdrži 200-250 tisoč kilometrov. Pri avtih, ki so na izposojo, 50 do 100. 50 do 100 samo? Ja. Odvisno spet od velikosti avtodoma. Modela. Večji, kot je, manj zdrži. Ok, se pravi, rešitev bi seveda bil avtomatski menjalnik. Samodejni menjalnik je definitivno ena izmed rešitev. Če imamo redno prekomerno obremenjen avtodom, kje se poznajo posledice pri kakšnih kilometrih? Posledice se poznajo že po prvih 100 000 prevoženih kilometrih. V utrujenih vzmeteh, v izrabljenih blažilnikih, če pa blažilnik ne upravlja svojega dela, pa v bistvu ob neravnem cestišču, sploh če so kakšne udarne jame ali pa recimo cesta, ki je valovita, začne kolo odskakovati in zgubi stik s cestiščem. To je pa izjemno nevarno. To je zelo nevarno, seveda. Zavore pa tudi ugotavljate, da so. Ja, eno je korozija. Vozilo stoji čez zimo nekje zunaj, zunanji vplivi, vlaga, sneg, dež. Če je ta korozija samo površinska, se da to očistiti. Če predolg časa stoji in nastane globinska korozija, je treba del zamenjati. Včasih je tudi tako, da je del diska kar v redu, ampak kjer je pa nalegala ploščica, pa pride do spoja in dejansko, ko vozilo premaknemo, kar del materijala ostane na disku in nimamo kaj, treba zamenjati diske in ploščice. Kje še zalote začetnika? Še kakšno tak primer? Menjalnik in pa motor. Zdaj, če imamo mi, kar smo že ugotovili, maso vozila nekje bolj pri zgornji meji,
Dejansko je tudi motor in menjalnik temu primerno obremenjena, ne. Namestimo še na streho klimo, pa krožnik za satelitsko televizijo, pa zadnji kolesa in tako naprej. Potem pa želimo še se dokaj hitro peljati, ne. In to tudi povzroča obremenitve motorja, ne. Večje kot recimo jih ima klasičen furgon, ki vozi sadje in zelenjavo na relaciji Ljubljana-Maribor, ne. Kje so pa razlike med servisiranjem recimo klasičnih furgonov, delovnih strojev ali pa avtodomov? Ja, ponavadi klasični furgoni naredijo dosti kilometrov v kratkem času. Pri avtodomih, ne, ta bazna vozila dostikrat delajo malo kilometrov v dostih letih, ne. Torej, potem se uporabljajo v neki sezoni zelo intenzivno in pod višjimi obremenitvami, potem pa nek čas pa stojijo, ne. In zdaj pri tem, ki stojijo, se določena škoda tudi dela, ne. To se pravi, treba je biti zelo pozoren pri zavohah in tudi pri komponentah hidravličnega zavohnega sistema, recimo cevi, ne. Imamo jeklene cevi za zavohno tekočino in potem so povezane z zavoho na kolesu z gumijastimi cevmi, ne. Te gumijaste cevi so tudi, bom rekel, pod vplivom staranja. Treba biti zelo previden, ne, imamo včasih avtodom, ki je kot nov, pa zelo malo rabljen, ampak je star 10 let in so lahko te cevi tudi že na koncu življenjske dobe in jih je treba zamenjati. Vemo, kaj se zgodi, če cev poča, ne. Mi naenkrat ostanemo vsaj brez polovice zavoh, to pa ni glih najbolj. Ja, seveda. Slovenija je čudovita in prepletena z izvrstnimi cestami in cesticami, kamor se velikokrat zapeljamo ne le z avtomobili, ampak tudi z avtodomi. Ampak paziti moramo, da ko gremo malo dlje kot ponavadi, da še vedno pazimo na živali in naravo, saj so nekateri pred nami že skrbeli, da smo jih dobili v takšnem stanju. No, zanimiv je koncept, kako v naravo nosimo vse, kar imamo doma. Ni nič nov. Že včasih so s konjskimi vpregami vozili sabo vse, kar so imeli, vendar je danes velika in pomembna razlika. V naravo in na obalo nesemo vse, kar imamo doma, čeprav bi radi od doma pravzaprav pobegnili. In če ne vzamete vsega s seboj, potem je velika verjetnost, da svojega vozila ne boste preobremenili in s tem ne boste testirali posledično in upam, da ne zmečkljivih con vašega avtomobila. No, zmečkljive cone pa so vprašanje tokratnega kviza, zato vas še vedno vabimo, da nanj odgovorite s tem, da nas obiščete na rtvslo.si poševnica avtomobilnost. In ko smo ravno pri aktivacijah, če nas srečate z našim Jeepom Avengerjem, skenirajte QR-kodo in nam zastavite kakšno vprašanje ali pa to preprosto naredite na spletni strani avtomobilnosti. Srečno!